Nesporno je, in na plebiscit bomo šli z idejo, da Slovenija potrebuje, pa ji rečemo, moderno južno železnico. Na južni železnici je Slovenija se industrializirala, je gospodarsko rasla, naša najboljša leta razvoja so bila med izgradnjo te južne železnice pred 160 leti in prvo svetovno vojno. Ta prostor, ki smo ga dobili za južno železnico, je zdaj spet odprt. Mi moramo ta prostor izkoristiti, to se pravi, vitalni interes Slovenije je izgradnja moderne južne železnice. Mi temu ne oponiramo, oponiramo pa temu, da je tudi tir taka rešitev, ki k temu prispeva. In tukaj je treba pogledati, tukaj je veliko variante bilo že izdelanih. Poglejte, ta problem je že ob izgradnji južne železnice in pred izgradnjo južne železnice bil znan v evropski strokovni javnosti kot prehod preko Kraškega roba. Treba je te variante pogledati, treba je preštudirati, izbrati tisto, ki je ob sedanjih pogojih optimalna, ne ki je bila optimalna pred 25 leti. In tukaj je vsa razlika. To se pravi, mi želimo kvalitetno in seveda ceni primerno varianto za to, da bo imela Slovenija dostop oziroma prometno povezavo od Luke Koper, od svojega severno-jadranskega pristanišča do namenjenih destinacij blaga, ki se v tej luki pretovarjajo, te pa ležijo v glavnem na Slovaškem, Madžarskem, vzhodnem delu Avstrije, delno še na Poljskem, mogoče delno še v Romuniji. In to povezavo je treba, ki jo je gospod Črnač vlekel kot peti koridor, to povezavo je treba vzpostaviti, to je dejansko naš vitalni interes.